koncert. Nekega jutra je Vili zgodaj vstal, se hitro oblekel in stekel v kuhinjo zajtrkovati. Dobro jutro, mami. Ojej, danes si pa nekam zgoden, je rekla Marta. Ga, res, mami. Danes je v šoli koncert. Ja, saj res, moj mali, se je spomnila Marta. In jaz bom zmagal v petju, recitiranju in... Počasi, Vili, da ne boš preveč razočaran, če ne boš zmagal. Ampak prepričan sem v zmago, mami. V razredu najbolje recitiram. No, dovolj, Vili. Hvalisanje ni ravno lepa lastnost. Raje pojej kosmiče in pohiti v šolo. Prav, mami. Vidiva se kasneje, je odgovoril Vili. Adijo. Ko je Vili prispel do šole, so bili že vsi njegovi sošolci tam. Vsi so vadili za koncert. Vili se je nasmehnil in rekel: Ja, boste že videli, fatje. Končno je prišlo popoldne in čas za koncert. Vsi so pomagali pripraviti razred. Ko so se poslušalci zbrali, je učitelj Kozjak rekel: Dobrodošli na našem šolskem koncertu. Prvi del je tekmovanje v recitiranju. Kot prvi bo nastopil Vili Ga. Vili se je postavil pred publiko, prepričan, da jim bo pokazal, kdo je najboljši recitator. Malo se je odkašljal, zajel sapo in začel. Ciciban in čebela. Vsi so utihnili, vsi so pazljivo prisluhnili. Vili je spet zajel sapo in zagledal mamo, ki je sedela v prvi vrsti in pozabil je vse razen naslova. Ciciban in čebela. Je spet začel in gledal mamo. Mama se mu je prijazno smehljala. Ciciban in čebela. Je ponovil in niti besedice več. Mama se je izresnila. Nato je zaslišal režanje iz ozadja, solze so mu navrele na oči in globoko sramočenje stekel k mami. Domov hočem, je zajokal Vili. Mama in oče sta vstala in ga odpeljala ven. Na poti domov ni nihče spregovoril, a doma je Vili planil jok. Oprosti, mami, je tulil. Vse sem pozabil. Zdaj pa me vidva z očetom ne boste več marala. Ti si pa res norček, Vili, je rekla mama. Pridi k meni. Vzela ga je v naročje in ga tesno objela. Seveda te imava z očetom rada, Vili. Najpomembneje je sodelovati in dati vse od sebe. Zmaga ni pomembna. Res? Se je začudil Vili. Ja, res. Zdaj pa nehaj jokati. Dala ti bom kos moje pajkove torte. Vili je bil presrečen, da mu mama ni zamerila in jo je glasno cmoknil na lice in pojedel torto. Ko je bil zvečer v postelji, je sklenil, da se ne bo nikoli več hvalisal. No ja, lahko noč ga. Pripovedovala je Majda Potokar.